priporočila in predlogi preventivnih aktivnosti, ki jih lahko izvajate doma. Seznanite se z dejstvi o spolni zlorabi otrok. Tako boste lahko uspešno izvajali preventivne aktivnosti doma in boste na voljo otroku za pomoč in podporo, če bi doživel izkušnje nasilja. Otrokom pomagajte širiti in okrepiti njihovo podporno socialno mrežo odraslih in vrstnikov in vrstnic. Otroku pomagajte krepiti zaupanje vase in občutek lastne vrednosti. Otroka spodbujajte, da govori o svojih čustvih. Ko govorite z otrokom o varnosti na cesti in podobno, vključite tudi skrb za varnost za svoje telo. Spoštujte otrokovo potrebo po zasebnosti. Otroku pomagajte razviti meje osebnega prostora. Pogovorite se glede dotikov, objemov, golote, zasebnosti. Ko se pogovarjate o telesu, pojasnite razliko med primernimi dotiki in dotiki, ki niso primerni oziroma varni. Uporabite lahko besedne zveze, kot so pod obleko in pod spodnje hlačke. Otroku pomagajte prepoznati varne kraje, kamor bi se lahko zatekel po pomoč in zaupne odrasle osebe, s katerimi bi se lahko pogovoril. Otroku povejte, da otroci nikoli niso krivi ali odgovorni, če doživijo nasilje ali zlorabo. Igrica Kaj če? Igrica spodbuja možgansko nevihto idej o tem, kaj storiti, če se znajdeš v nevarnosti. Igrico se lahko igrate na primer med vožnjo v avtu, na sprehodu. Bodite pozorni na trenutke, ko se igra lahko začne spontano. Recimo, ko vas otrok vpraša kaj podobnega ali vam pripoveduje zgodbico o prijatelju. Igrica poteka tako, da otroka sprašujete, kaj bi storil, če bi, in mu potem pustite odgovoriti. Ključno je, da predloge našteje otrok. Dobre predloge nato podkrepite s pohvalo in odobravanjem. S tem si bodo vaši otroci gradili samozavest za reševanje težavnih situacij. Pripovedovanje zgodbic. Otroku lahko poveste katerokoli zgodbico o varnosti otrok. Uporabite svojo domišljijo. Zgodba naj ima vedno dober konec. Pogovor o intimnih delih telesa. Otroka učite, da je v redu govoriti o intimnih delih telesa. Če intimnim delom telesa ne damo imen in smo skrivnostni, otrokom sporočamo, da so slabi in da jih ne smejo omenjati. Zato bodo lahko težje povedali o izkušnji spolne zlorabe. Ne igrica. Za to igrico otroci vadijo, kako drug drugemu reči ne. Eden izmed otrok naj drugega otroka nekaj prosi. Drugi enostavno reče ne, brez pojasnila. Naj se navadijo, da koga zavrnejo. Starše pogosto skrbi, kaj če bodo otroci začeli govoriti ne, ko nam to ne bo prav. Če jih učimo, da lahko rečejo ne, če se počutijo neprijetno, so v nevarnosti, še ne pomeni, da jim bomo dopustili, da bodo dosegli svoje, ko se bodo na primer upirali ugasniti televizijo, iti spat, pojesti zelenjavo. Bodite pozorni na to, da preko iger, ki jih na primer ne prekinete, ko se otrok počuti neprijetno, otroka nehotene naučite, da nima vpliva na dogajanje, da njegova beseda ne šteje in da je nemočen. Spoštujte otrokovo zahtevo, da se igra konča. Vmešajte se, če nekdo drug tega ne upošteva. Fizične aktivnosti. Spodbujajte otroka k športnim aktivnostim. Tudi tako bo lahko krepil svojo samozavest. Izogibajte se igram med odraslim in starejšim otrokom v stilu: udarjaj me tako močno, kar zmoreš, ne boš me ranil. S tem otroka učimo, da je proti večjim od sebe nemočen, kar ni nujno res.